Lukšičeva pravi, da ravnatelji nimajo podpore ministrstva pri uvajanju novosti, predvsem tistih povezanih z administrativnimi zadevami. Gre za soglasja povezana z novo uredbo o varovanju osebnih podatkov, pa za soglasja polnoletnim dijakom, da staršem dovoljujejo vpogled v ocene, da starši lahko hodijo na govorilne ure in pišejo opravičila za izostanke. Starši so dolžni financirati in podpirati svojega otroka, da pride do recimo zaključka srednje šole, hkrati pa nima pravice, da bi bil obveščen ali pa imel vpogled v to, kar se z njim recimo v šoli dogaja. V nekaterih družinah je prepričana, bodo zaradi tega nastale težave. Pa verjetno tudi na šolah, ker zna biti, da bo kakšen starš tudi odklonil plačevanje stroškov za polnoletnega dijaka, če seveda tukaj ne bo neko obojestranski dogovor med njimi. Žal ministrstvo ni podaljšalo te roditeljske pravice vsaj do konca srednješolskega izobraževanja, meni Lukšičeva. Morda pa to vseeno ni tako slabo, saj bodo mladi spoznali, da so zdaj odrasli in odgovorni posamezniki, dodaja. Pomemben je odnos tako znotraj družine kot med družino in šolo, pa pravi direktor šolskega centra Štefan David. Če v 18 letih se v družini ni uspelo dogovoriti, kakšna bodo pravila igre navzven tem, ali je zaupanje svojemu otroku tudi po 18. letu ali ne, to je pač stvar družine. David tukaj ne vidi velikih težav. Dijaka je treba pripeljati do cilja, do mature in ga pripraviti za nadaljnje življenje.